Hrup je pogost spremljevalec našega vsakdanjega življenja, prometni vrvež, poslušanje glasbe, izpostavljenost različnim delovnim in prostočasnim dejavnostim. Za številne poklice je hrupno okolje tudi sestavni del njihovega delovnega okolja. Moje življenje je v bistvu ena sama glasba. Najprej sem jo poslušal, potem, ko sem pa odrastel, sem se pa pridružil v ansamblu in je pa spet glasba. Ampak obakrat, takrat, ko sem prenaglas poslušal, kot na odru, ko so bili tam 1000-vatni zvočniki za menoj. Vse to je prispevalo, da sem tam po 50. letu šele dobil slušne aparate. Veste, človek se težko sam odloči pa reče, parmejdun pa res ne slišim. Ne, ampak jaz sem se potem, ko sem ugotovil, da res ne slišim, ker so drugi ob meni trpeli, ko sem dajal televizijo in vse druge naprave bolj na glas, sem se odločil na družinsko priporočilo 85-letne gospe, ki je z velikim veseljem sama se odločila, pa tudi po 7 letih, da res nič ne sliši. Trenutno je v državi 75 000 uporabnikov slušnih aparatov, vendar se moramo zavedati, da je ljudi z izgubo sluha vsaj še enkrat toliko. Nažalost, naše izkušnje kažejo, da ljudje rabijo 10 let, preden dejansko gredo k zdravniku in si pridobijo slušni aparat. Zdravstvena zavarovalnica je v letu 2008 za slušne aparate namenila 3,5 milijona, medtem ko so samo v lanskem letu financirali slušne aparate v višini 5,8 milijona. Zato smo se odločili, da naredimo kampanjo, kajti v Evropski uniji je trenutno 71 milijonov ljudi, ki se soočajo z izgubo sluha. In dejansko moramo vedeti, da izguba sluha človeka omejuje v komunikacijskem, intelektualnem in socialnem smislu. In zato je potrebno se zavedati in spodbuditi pri ljudeh zavedanje, da sluh je neprecenljivo čutilo, da je treba z njim skrbno ravnati in ga zaščititi. Koliko ljudi uporablja slušni aparat zaradi poklicne naglušnosti, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ne ugotavlja. Znano pa je, da so potencialnemu poslabšanju sluha oziroma naglušnosti najbolj izpostavljeni delavci v različnih industrijah, gostinstvu in nočnih klubih. Med bolj izpostavljenimi pa so tudi učitelji in vzgojitelji. Četudi je naglušnost ena najpogostejših poklicnih bolezni, pri nas ni uradno priznana. Bi že zdavnaj morali nehati povzročati poklicne naglušnosti. Zakaj? Zato, ker je tehnologija že toliko razvita, da imamo možnosti vsakdo, ne glede, če je to mali delodajalec ali če je to velik delodajalec, da vzpostavi tišjo industrijo. Se pravi, da stroje, ki jih uvaža ali pa uporablja, da so dovolj tihi, da ne povzročajo poškodb sluha pri ljudeh. Ko ne moremo, se ne da čisto dovolj tihega okolja vzpostaviti, da imamo uspešna zaščitna sredstva, se pravi učinkovita taka zaščitna sredstva, ki nam narejena po meri, ki nam lahko zmanjšajo intenziteto hrupa. Ja, jaz sem izpostavljen glasni glasbi na dnevni bazi, več ur na dan celo. Tako da v enem momentu sem rekel, fajn bi bilo paziti in se zaščititi, tako da zdaj v klub ali pa lokal brez čepkov nisem stopil že 7-8 let. Jaz vrtim glasbo z čepki. Vse glih fora je v temu, da so te čepki so tako kakovostni, da lahko si izbereš, koliko močen je ta filter, temu se reče, koliko hočeš, da ti recimo zniža visoke tone. Ko se jaz poznam, največji problem delajo visoki toni in potem enostavno imaš čepke, ki ti zmanjšajo visoke tone za 6 decibelov, za 12, 18, 24, zelo radikalno in potem vrtim s tem. Jaz sploh ne vem več, kako je v klubu brez tega. Aktivnosti Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije bodo v prihodnje usmerjene predvsem v ozaveščanje ljudi o zaščiti sluha in doseganje sprememb na ravni zakonodaje.
Radi bi dosegli, da se prizna naglušnost kot poklicna bolezen, kajti naglušnost ne samo pri nas, ampak tudi v svetu velja za izjemno pogosto poklicno bolezen. Zadnja razprava v državnem zboru žal ni bila uspešna, tako da je bil predlog zavrnjen in jaz samo upam, da bo to kmalu na programu naslednje vlade. Ne samo delovna okolja, navadno je veliko preglasno tudi okolje, v katerem preživljamo prosti čas. Zato se je vselej pomembno zavedati pomena zaščite sluha. Mladim bi dal ta nasvet, da če delajo v hrupnem okolju, nikar ne zavračajo teh glušilcev oziroma zaviralcev zvoka, naj pustijo, da pokrijejo ušesa, da ni premočan zvok. Vsem muzikantom bi priporočal, da dajo vse skupaj malo bolj na glas, pa ne nazadnje, na čisto navadnem telefonu ima vsak napisano. Prišli ste v območje previsokega hrupa oziroma previsokih tonov. Ko si v klubu, se ne zavedaš teh problemov, kaj bi se lahko zgodilo. Pa recimo, če si tam toliko pa toliko ur, gre zjutraj domov, ti piska po ušesu. In to je en tak alarm. In ker se mi to večkrat zgodilo, pa nisem mogel zaspati zaradi tega piskanja v ušesih, sem rekel, to pa je en velik problem. Srečo sem imel to, da je to piskanje minilo. Enim ne mine, in imajo potem blazen velik problem. Se pravi, čepki definitivno zmanjšajo jakost, ampak lahko vam zagotovim, da ne zmanjša užitka. Zato Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije ob 3. marcu, svetovnem dnevu skrbi za sluh, poziva ljudi naj zaščitijo svoj sluh, saj so okvare nepovrnljive.